Zdaj pa določenje ravninskega pasu. Tukaj pa vidite, da smo dejansko omejeni na dve smeri. Levo od y in desno. Ne? Tukaj piše 1 je manjše od y, je manjše od 2. In tako bomo mogli narisati dve meji. Najprej tule y na 1, pa tule y na 2. Pa dajmo zdaj narisati najprej meje, ker je tu enačaj zraven, kadar pomeni, da je zraven, lahko rišemo polne črte. Najprej y na 1, takole. Imamo geotrikotnik na 1 in narišemo prvo črto, smo rekli, da je lahko polno, ker so y zraven. Potem prestavimo geotrikotnik na y je 2, narišemo tu spet polno črto, ker tudi dvojka je zraven. Zdaj pa kaj je potrebno? Ja, potrebno je pobarvati točke, ki so med obema našima mejama. In to bomo pa naredili takole, da bomo pobarvali prostor med obema črtama. Nič hudega ni, tole, te se lahko narišejo, te točke, ovala. Med obema črtama moramo barvati. Zdaj, 1 je manjše enako y, je manjše enako x. Tako. Zdaj pa dajmo še pogledati naslednja zadeva. Naslednja zadeva je pa y, ki je spet omejen med enko in trojko, ampak ne enka, ne trojka nista zraven. To pomeni, da bomo mogli pri enki in pri trojki, pri mejah, označevati z črtkano črto. Najprej damo geotrikotnik na 1 in črtkano črto povlečemo, potem prestavimo geotrikotnik na 3, spet povlečemo črtkano črto in kje barvamo? Barvamo med obema tako, ne? Barvamo med obema črtama. Pa še zadnja. Zadnja je pa razlika ta, da -1 meja je zraven, 1 pa ni zraven in pa še paziti moramo, da je to vse skupaj na x-u. To pomeni, da moramo takole obrniti geotrikotnik. Pa dajmo najprej narisati mogoče mejo na prvi delu. To pomeni, da je x -1. In ker je -1 zraven, to pomeni, da rišemo s polno črto. No, tale bo pa zelena, to pa bo, ne, nekaj. Pa prestavimo zdaj na 1. Tukaj, ne, je pa treba paziti, namreč tu pa enka ni zraven, zato je treba narisati črtkano črto. Sedaj je treba pa še vse skupaj tole pobarvati. A nas kaj moti, če je vmes os? Ne, pobarvamo vseeno vse. Med obema črtama. Takole, ne? Lahko seveda kako drugo barvo zberete kot zeleno, niste omejeni na tele zadeve. No, zdaj še imamo pa nekaj točk, ki jih bomo narisali. Spravi določenje različnih točk. Dve besedici sta dokaj pomembni tukaj. In sicer imamo in ali. Te dve besedi ločita, kako barvamo območja. Zdaj bi pa predlagala takle. Narisali bomo prvo množico, to že morate zdaj kar relativno hitro znati. Potem bomo narisali drugo množico, tudi morate relativno hitro znati. Potem smo pa odločili, kaj bomo barvali. Prvo
množico bom narisala s črno. X je manjši ali enak 1. To pomeni, poiščemo, kje je x1. Zdaj bom tole brez geotrikotnika, upam, da bo kolikor toliko naravnost, bo šlo pa hitreje malo, ne? Takole, poiščemo x je 1 in ker x ni zraven, naredimo črtkano črto le na x je 1. Katero bi zdaj jaz barvala? Ja, x je manjši, ne? So takole, tule vmes so x manjši od 1. Potem pa imamo y. Y je pa večji ali enak 2. To pomeni, da moramo narediti, to bom pa zdaj z modro. Y moramo 2. Y je 2 je meja, ampak ker so y zraven, naredimo mejo na dvojki. Y so večji, se pravi, barvamo zdaj nekako tele. No, zdaj bom pa z rdečo označila, kaj pomeni in. In pomeni, da smo barvali obe množici. To pomeni, da smo barvali tole črto na dvojki do semle. Potem nas pa tu x omeji in imamo črtkano črto navzgor in pobarvamo celoten tale zgornji kvadrat in rdeča barva je rešitev. Prav, tale zgornji kot je rešitev. Se pravi, narišemo eno množico, narišemo drugo množico, lahko mogoče potem, ko boste bolj vešči, samo z mejami, da ne bo toliko tega barvanja, in potem določite zgornji kot. Tako, zdaj pa še ali pa narišemo prvo. Ravninski pas -1 je na x meja in je kar zravena, ne? Zato je polna črta. Takle. Potem je 2, tudi polna črta. Takole. In točke so vmesane. Ne bom zdaj barvala, bom potem vse. Y je pa manjši od 3, strogo manjši. Bom zdaj z zeleno mejo za y narisala, ker je strogo manjši. Je meja tule. Zdaj pa strogo manjši pomeni navzdol, ne? To bo navzdol. To bo pa med tema. In ker piše ali, pomeni, da je to lahko ali to, ali to. Mi bi barvali zdaj tale del, tole, tale del, tole. Zdaj bom pa jaz vzela voščenko, ker bo tega kar precej. In sicer, zdaj pa, tale del smo barvali zaradi x-a, tale del smo barvali obakrat, ne? Tole bi barvali zaradi x-a, zaradi y bi pa vse manjše od 3. In v bistvu dobimo kar skoraj celo sliko pobarvano, razen teh kotov. Se pravi, ali pomeni, da moramo barvati obe množice. Zdaj imamo pa še tole. To sta pa premici, če se spomnite. Prva premica x je 3. X je 3, pomeni najdemo x je 3. Aha, zdaj bo pa tole malo teže, ker nimamo več trojke, ne? To bi bilo tule. Y je 5, spet malo teže. Bi bilo pa tule. In ker je hkrati in, bi bila naša rešitev samo tale točka, ne? In sicer to bi bila, ne vem, tako točka A, 3, 5. Zdaj, za domačo nalogo si pa mogoče pogledajte tole. Določanje različnih množih točk v koordinatnem sistemu. Tele bi mogli zdaj pa že res hitro obvladati. Pa si kar prej pišite.